Lep, prijazen dober večer vsem, ki ste prišli v to čarobno Švicarijo, vsem tistim, ki nas gledate po Facebooku in tistim, ki ste ob YouTube prenosu. Torej, to je malce prazničen večer, ker prihajajo prazniki seveda, pa tudi zato, ker zaključujemo leto svetlobo, veseljem in zaupanjem, da je možna prihodnost, kakršno si želimo in da ni treba, da gremo v slabe volje v naslednje leto. Da bo to čarobno vzdušje nežno zavalovilo po tej dvorani, prosim našo mlado harfistko Sofijo Kali Kirn, da nam za uvod zaigra nekaj nežnega. Počakajte, ker tamle se godi kavica. A lahko prosim tam za tišino, ker harfa ne prenese hrupa.
Hvala lepa, ljuba Sofija. Kako harfa poboža srce. In tukaj smo zato, da odpremo srce. No, ampak najprej naj vam povem zgodbo, zakaj sta prav ta dva gosta. Magistra Sonja Klopčič, ki je napisala knjigo Potovanje z valovi zavesti, to ni njena prva knjiga, je v Sloveniji zelo znana kot, lahko rečem, pionirka drugačnega voditeljstva. In sicer zelo verjame in jaz z njo, a ne, kot pravijo, riba pri glavi, diši, da je treba te glave spremeniti in dodati srčne utripe, intuicijo, duhovno dimenzijo. In zelo posebna, draga Sonja, ker tako močno verjameš in zaupaš v skupno dobro, v javni blagor, vse te vrednote, ki se mi zdijo ključnega pomena, če želimo preživeti. Tako da res hvala lepa. In potem sem rekla, zdaj pa enega moškega rabim, no pa ta ne bo veliko mlajši, zato ker upanje je mlado. In Filip Dobranič Muhi, malo čez 30, ne, svetovni prvak v debatiranju, državni prvak v računalništvu, meni pa posebej ljub kot ustanovitelj inštituta, danes je nov dan, je. In ko sem šla na spletno stran, je prvo poglavje vrednote in pogledam številko 1. Mi si ne bomo prizadevali za zvišanje družbenega bruto produkta, ampak za veselje do življenja. In kaj Slovencem najbolj manjka? Veselje do življenja. Tako da, Filip, boš povedal, ne? Pa še eden izmed glasov ljudstva tukaj sedi, tako da te bomo kaj tudi o tem vprašali. Zdaj bi pa najprej Sonjo, če dovoliš, pobarala, zakaj se je tako veselila tega datuma. 12.12.2021. Če Sonja začneš kar s tem veseljem. Najprej res hvala lepa za tole povabilo in hvala lepa, Sofija, za izjemen uvod. 12.12. sem se veselila iz različnih razlogov. Eden od njih tudi ta, da smo točno 2 leti nazaj, na 12.12.2019, če 2019 seštejemo še, tudi dobimo 12, smo se sestali zanimiva trojica, Violeta Bulc, Bogo Seme in jaz, v Zagorju, v 3 krasnih dolinah, to je naš turistični slogan, in ugotovili, da je potrebno pretransformirati ta trikotnik drame, ki ga vedno imamo, sestavljen iz napadalca, žrtve in rešitelja, da je potrebno ta trikotnik pretransformirati v čisto novo kvaliteto. In sicer smo ugotovili, da je to kvaliteta, ki vsebuje ples med sodelovanjem, ljubeznijo in resnico. Hvala lepa. Zelo lep, pomemben nov trikotnik, v katerega verjamem, draga Sonja. Filip, ti si prenekaj kimal, ker si imel nekaj za dodati očitno pri predstavitvi, ne? Ne zares. To je samo moj standardni refleks. Rad pokimam ljudem. Imam težavo tudi reči ne. Kakšen fin refleks. Kako je pa sploh nastal ta inštitut, danes je nov dan, in ta vrednota veselje do življenja. To se zdi meni nekaj fantastičnega. Jaz sem eden od soustanoviteljev inštituta na papirju. Moram pa biti iskren, da v trenutku, ko se je danes nov dan rodil kot ime, pa tudi kot nek projekt, še preden je bil formaliziran, mene ni bilo tam.
Jaz sem prišel potem, ko je danes in nov dan že obstajal. Pač ne vem, ali je bilo 2-3 ure kasneje, ali je bilo naslednji dan, ko smo se spet dobili v tisti kleti, ampak mene ni bilo tam v prvem trenutku. Nastal je pa, koliko je zdaj to, po moje že 7 let. Takrat, ko so bile slovenske vstaje prejšnje, ko je bilo res slabo in bili smo neka skupina prijateljev, ko smo pač viseli v enem kletnem stanovanju za Bežigradom velikokrat in vsi smo imeli pač neke, ne vem, drugačne izkušnje, ampak nas je takrat neskončno živciralo, ker so ljudje tudi po televiziji, mnenjski voditelji govorili, da tisti protesti nimajo vsebine. Bo kao, joj, ne, ljudje hodijo ven malo protestirati, pa malo žurati, pa sploh ne vejo, kaj bi radi in mi smo takrat bili itak zadeti od interneta in smo rekli, bomo pa mi postavili spletno stran, kjer bodo ljudje lahko napisali, zakaj protestirajo. In potem smo rabili ime za to in morali smo nekaj napisati. Pa pač so minili meseci, mislim, da pač 1 leto potem smo se formalizirali in ja, pač ne vem točno, kdaj se je rodilo naše merilo je veselje do življenja, ampak Je pa dobra vrednota veselje do življenja. Ja, jaz tudi mislim. Mislim, malo je trik, ker ne rabiš nikoli tega pojasniti nikomur, ne? Ko pač te ljudje vprašajo, ja, kako pa vi delate denar, ne? Ker ste pač neprofitna organizacija, pa to pa jaz rečem, pač naš poslovni model je veselje do življenja, ne? Pač mi merimo svoj učinek s tem, ampak hkrati to sam pomeni, da si lahko zmislimo karkoli hočemo, ne? Ampak mogoče je tudi to okej. To je svoboda, domišljija in veselje do življenja. Muki, hvala lepa. Draga Sonja, kako pa ti tole veselje komentiraš? Ja, to je osnova. Če ni veselja do življenja, če ni te radosti, potem nima smisla, da karkoli delamo. In pri vsem, kar počnemo, tudi moje vodilo je zadnje čase res to, potrebno je uživati zraven, ker ko uživaš zraven, ko si vesel, potem zadeve tečejo. Če se mučiš, potem zagotovo to ni ta prava zadeva. Poišči tisto, kjer lahko zraven uživaš. In to uživanje, včasih seveda kdo tudi reče, ja, to se pa ja ne spodob, ne, posel je resna zadeva. Mi smo že veliko let nazaj, ko sem vodila še računalniško podjetje, tudi kot našo vrednoto postavili, da hočemo uživati pri delu. Ne se samo igrati, seveda smo vedeli, da obstaja tudi ona druga plat, ampak smo rekli, in to je bil naš slogan, hočemo delati zahtevne projekte in se pri tem zabavati in graditi podjetje s človeškim obrazom. In jaz sem bila že takrat izjemno vesela, da so to potrdili tudi lastniki takratni tega računalniškega podjetja. Ker če imaš tudi lastnike, ki živijo te iste vrednote, potem je to lahko super zgodba. In zabava pri delu, seveda dostikrat so nas vprašali, kaj to pomeni zabava pri delu, a vi igrice igrate, računalniške. Smo rekli ne, ampak hočemo, da se imamo prijetno, da se dobro razumemo, da se pozabavamo in da se veselimo tistega, kar znamo skupaj ustvariti. To je veselje in to veselje mora biti in veselja imamo zdajle kar malo premalo, ne? Tako da moj način upora je pravzaprav to, da kažem nove možne poti, da osvetljujem nove predele, ki so mogoče še v temi, na katere še nismo pozorni, ker so to tiste poti, ki lahko prinašajo spet to življenjsko energijo, radost, veselje. Hura! Muki, domačo nalogo si rekel, da si opravil. To je bilo prebrati knjigo Sonje Klopčič Potovanje z valovi zavesti. Pa me prav zanima, kako si ti doživel to knjigo? Jaz moram najprej priznati, jaz tega ne bi v življenju prebral. No, to je čudovito, ja. Ampak sem se pač zelo hitro naučil, da manci pač se ne reče ne, ker sem pač, ko nisem odgovoril na mail, sem takoj dobil klic, zakaj ne odgovarjam na mail. Ampak meni je bilo,
Tako malo mi je bilo tuje, ne bom lagal, pač ni to slovar, v katerem se zgibam. Meni je bilo to predvsem, mogoče pač tudi zaradi moje izobrazbe, pa to zanimivo mi je bilo to brati kot neko pač napol dnevniško etnografsko poročilo pač nekega sveta, kot tu je, pa človek sploh ne ve za njega, ker zdi se mi hecno, da pač bereš knjigo in vsi ljudje so imenovani z imenom in priimkom, kar se mi zdi pač ful nekaj, česar še nisem srečal, kako zelo natančno se vse akterje vedno poimenuje. In včasih sem si prav želel, da bi šel koga googlat, ampak je tako ful hecno, pač nekaj imena, ki jih ni, potem pa kar nekdo, koga se spomniš sporočil, pa imaš neko navezavo na to osebo, tako da meni se je predvsem z tega vidika zdelo zanimivo to pogledati. No, me veseli, da si prebral. Ja, In hvala lepa tem večerom v Švicariji, ne, da človek opravi kaj, kar sicer ne bi. Draga Sonja, daj ti za okus preberi en kratek odlomek, da bodo poslušalke, poslušalci občutili, kakšna knjiga je ta, ki je res svojstvena, tako je rekel Muki, je dnevnik po svoje, ne? Ampak v tem dnevniku je tudi ogromno vizij, napovedi prihodnosti in marsičesa. No, prosim. Ja, naj najprej povem, da me je Manca prvič prosila, sploh kdorkoli me je prvič prosil, naj preberem kakšen odlomek iz svoje knjige in moj prvi odziv je bil ne. Obratno kot Muki, ne? On pokima, jaz ne. Ampak potem sem pa razmišljala, ja, v redu, bom prebrala en odstavek, tudi zato, da vidimo, kaj je vse se mora zgoditi, da pride do enega odstavka. In seveda sem potem zbrala odstavek, ki govori o 12.12. No, to bo še za mene zanimivo. In sem se ravno kar odločila, da ne bom prebrala samo tega odstavka, ker vidim še nekaj drugega zanimivega prej. Tam sem ob meditaciji 11.11. ujela informacijo, da ima portal ime Ljubezen. 3 dni zatem sem prvič postala babica, rodila se je vnukinja Deja. Tega nisem nameravala prej prebrati, ampak bom povedala, zakaj sem zdajle prebrala. Zato, ker to se je dogajalo 2 leti nazaj, takrat sem prvič postala babica. Danes sem že tretjič, 3 dni nazaj se je rodil moj prvi vnuk, Zal, vmes sem pa dobila še vnukinjo, Tinkaro. Tako da in danes, 12.12. je dan, ko je Zal skupaj z mamico Nušo, mojo hčerko, prišel domov iz porodnišnice. Kako lepo, kako praznično. Res praznično. Ampak zdaj pa grem naprej. Decembra sem z radostjo v srcu pričakovala srečanje z Violeto in Bogom. 12.12.2019 smo se dobili v Zagorju v RR centru. Družno smo ugotovili, da je namesto trikotnika napadalec, žrtev in rešitelj potrebno vzpostaviti trikotnik sodelovanje, ljubezen in resnica. Izrazili smo predanost temu, da vzpodbujamo sodelovanje, povezovanje, soustvarjanje, nadgrajevanje. Zavezali smo se, da prebujamo ljubezen, sprejemanje, brez sodb in brez pričakovanj, ter odkrivamo resnico in pravico. Tako bomo dramo iz prvega trikotnika nadomestili z blaginjo. Podstat vsega je ekocivilizacija, AEIOU voditeljstva je razvojna pot posameznikov za kreiranje blaginje, božanska matematika Alaj pa vse to podpira. Zavedali smo se vsak svoje odgovornosti kot nosilci ognja za svoje področje in hkrati prepletenosti na skupni poti. No, zdaj pa malo pojasni, recimo jaz poznam AEIOU voditeljstva,
se mi zdi imenitno. Tudi 2 knjigi sta navdihnili to ime, ki smo jo tukaj obravnavali. To je in Ikigai in Ubuntu. No, ampak ti povej kaj več o teh čarobnih 5 črkah, kaj pomenijo. Ti boš pa pol malo komentiral prvak v debatiranju. Prosim. Ja, AIOU, to smo zdaj že ugotovili, je kratica za 5 besed staroselcev, ki nosijo brezčasne modrosti, za katere je dobro, da se jih spomnimo in jih začnemo ponovno živeti. A je kratica za Aroha. Aroha je maorska beseda za ljubezen in to ljubezen z veliko začetnico. Ljubezen do vsega, do vseh živih in neživih bitij, ljubezen do življenja. Hkrati ta beseda pomeni tudi sočutje, darežljivost, empatijo. Uči nas, da je potrebno voditi iz ljubezni do vsega. In to je popolnoma drugačen način vodenja, kot če vodiš iz pozicije moči, iz pozicije prevlade, iz sejanja strahu, iz manipulacij. Aroha. Druga beseda je ep. Ep je majevska beseda in sicer pomeni pot, ki povezuje vse svetove. Pot, ki povezuje naše zanamce in naše prednike tudi. V sistem AIOU sem jo vključila zato, ker nam pravzaprav sporoča, kako smo vsi med seboj prepleteni in soodvisni in kako vsaka odločitev šteje. Zaradi moje prijaznosti bo svet bolj prijazen. Zaradi moje manipulacije bo svet bolj manipulativen. In ep nas pravzaprav uči tega, da vsako, ne samo vsako dejanje, tudi vsaka misel šteje. Ikigai, japonska beseda za življenje s smislom, jaz temu dodajam še delo s poslanstvom. Oikos, grška beseda, ki je koren obeh ekonomije in ekologije. Grki jo izgovarjajo ekos in mi prepogosto pozabimo, da ima sta ekonomija in ekologija isti koren, ker to pomeni skrb za dom, skrb za družino in če skrbimo za dom in družino, seveda skrbimo tudi za svoje okolje. In Ubuntu, afriška beseda, Afričani jo največkrat prevajajo s tem jaz sem, ker ti si. Odnosi med nama so tisti, ki kreirajo našo realnost. Odnosi med ljudmi, odnos do vrednot, do poslanstva, odnos do vizije, odnos do sveta. To vse je strnjeno, destilirano nekako v AIOU voditeljstva. In to se je moralo zgoditi preden se je dobila ta trojica, morala se je zgoditi ideja ekocivilizacije prej, kjer je nosilka ognja Violeta Bulc, morala se je zgoditi božanska matematika Laj, kjer je nosilec ognja Bogoseme. Vse to se je moralo prej zgoditi in hkrati se je moralo zgoditi zelo močno zaupanje med nami tremi, da smo si upali vstopiti v kreacijo nečesa novega. Ker zavezati se, da delamo na tem, da spreminjamo ta trikotnik, to je zaveza, ki presega posameznika. In v tako zavezo lahko greš s čisto namero, s tem, da resnično želiš narediti en prispevek, ki bo prispevek za veliko ljudi, za veliko dimenzij, za širok obseg. Hvala lepa. Filip, AIOU, kako pa mlada generacija in ti osebno doživljaš spreminjanje tega za Slovenijo zelo tipičnega trikotnika, ne? Drugi so krivi, jaz sem žrtev
in se to v nekaj drugega, bolj kreativnega, igrivega, ljubečega? Joj, ne vem, če imam pameten odgovor na to, ali pa vsaj kako bi kaj razčistil. Ne vem, mogoče stvar, ko mi je trenutno še najbližje, pa je verjetno vezana na to, ne, je, ko se jaz pač s prijatelji pogovarjam o tem, zdaj naslednje leto prihajajo 3 volitve, ne, je super volilno leto in veliko stvari se ne bo spremenilo, bomo pa veliko truda vložili v to. Nekaj se pa bo. Boš Mogoče. videl, a ne, Sonja? Bomo videli. Ja. Ampak ne, pač tudi predvsem s Tadejem se veliko pogovarjava o tem, pač, kako mora izgledati naše razmišljanje naslednje leto o volitvah. Ne? In pač obema se nam zdi, da pač narobe bo, če bomo zdaj pač gledali v naslednje leto, pa se spraševali, kaj zdaj gremo delati na vseh teh 3 volitvah, ne? In bomo pač na to odgovarjali s tem, joj, kako je bilo grozno zdaj, kako so nas zapirali, kako smo imeli policijsko uro, kako so bili neustavni, o moj bog, jebe moj majku, No, ne? to je to. Ne? Ampak, mislim, to je zelo pomembno, sem pač je po moje nekaj, kar smo že doživeli, to je to, pač ni treba tega pojasniti dodatno ljudem, ne? Ampak hkrati pa ne vem, po moje, niti sam, kako je treba stvari zastaviti bolj pozitivno, ne? Pač mi se moramo veseliti naslednjega leta, mora nam biti super to, da bodo zdaj volitve, da lahko svašta naredimo, ne? Ampak po drugi strani pa jaz mislim, da pač obstajajo nekateri sistemski problemi, zaradi katerih je to veselje zelo težko ali pa vsaj pač popolnoma nerealistično, ne? Ker nekatere stvari so aktivno preprečene s tem, kako delujejo pač procesi, kako deluje specifično slovenska demokracija, za katere stvari lahko glasujemo, ne? Mislim, pač že čisto take male stvari, da to, koliko zadovoljni smo lahko svojo odločitvijo kot volivci, ne, ni odvisno od nas. Zaradi tega, ker če je ponudba popolnoma brezvezna, ne moreš biti zadovoljen s tem. Pač zelo težko je iti. Ponudbo bomo spremenili, Filip, ne? Jaz se ne bom, ne. Ja, Jaz ne grem v stranko. To je pač ful je ta, pa hkrati mislim, da mi ni treba iti v stranko, ne, da ne obstaja nek etični imperativ, ki reče, da je to treba delati, ampak treba je pa po moje vzgajati neko zavedanje, da pač nimamo stvari pod kontrolo, ne. Že, ampak glas ljudstva, recimo, je meni fantastičen tudi zato, ker delate na konkretnih vprašanjih, ki jih boste zastavili stranki, ne bla, 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 ampak konkretna vprašanja, to jaz vidim prvič, ker sem na slovenskem svetu, da nekdo gre na teren, zbira, kaj bi bilo nujno za spremembo in zdaj boste spraševali stranke, potem boste šli pa spet na teren, pa bomo zvedeli, kaj so te stranke rekle. In od tega bodo volitve seveda zelo odvisne. A bi malo to povedal malo? Ja, mislim, glas ljudstva je nek eksperiment ali pa poskus, ki ga ne delamo samo mi na inštitutu, ampak zdaj je skoraj zraven pač že kakih 100 nevladnih organizacij. Ampak načeloma je pač ideja izhajala iz tega, mi moramo zdaj nekaj narediti na volitvah, kaj lahko naredimo na volitvah, ne bomo delali stranke. Lahko probamo zaradi tega, ker je vsak od nas strokovnjak na svojem področju, ne, pač to so ljudje, ki so se odločili, da ne grejo v firmo, pa ne grejo v vlado, ampak da bodo pač posvetili svoje pač znanje pa to dejanskemu delu na nekih problemih, da probamo to popisati pa dobiti odgovore od strank. Zdaj tukaj problemov je več. Prvi problem je, da je to zelo težko napisati. Mi smo imeli prvo tiskovko, ne vem, novembra in ta tiskovka je bila takrat zapečatena, ampak mi smo bili ziher, da bomo mi novembra gotovi. Mi smo na koncu šli ven s tiskovko, kjer smo rekli, tu je 10 vzorčnih zahtev, ki niso končane, zdaj jih bomo pa do konca leta vsi skupaj napisali 100. Koliko jih pa že imate? Po mojih je čez 100 trenutno v obdelavi. Pač na dan tiskovke jih je bilo 96 napisanih tam v dokumentu, ampak drug problem tukaj je to, da veliko teh zahtev je zaenkrat še slabih. Roko na srce niso pripravljene. Pač nekatere so res do konca doštudirane, to direktivo, številka toliko pa toliko je treba implementirati, narediti je treba točno te stvari, potem so pa pač nekatere stvari, ki res še niso bile razdelane, pa se jaz tudi sprašujem, jih je možno razdelati do konca leta in bo zdaj pač vprašanje, kaj bomo s temi zahtevami naredili. In potem pač tretja stvar, ne, to, da
če se vse stranke odločijo, da ne bodo odgovarjale na naše vprašanja, je konec igre. Ne moremo jih iti pretepsti. Prav nimamo mehanizma, ni nobene palice, s katerimi lahko pač udarimo po prstih. Ampak jaz mislim, da to mogoče ni potrebno, no? Da mogoče se lahko vsi pretvarjamo, da stranke morajo odgovarjati na ta vprašanja, pa potem bodo, ampak ne bodo vse. Ne? No, to pa toliko slab za njih, če ne bodo. Ja, mislim, da ne bodo odgovarjale, dokler bodo mislile, da je to za njih boljše. In to je neko igrišče, ki ga moramo še narisati, kjer bodo si stranke definitivno zračunale, da morajo odgovoriti na ta vprašanja, če ne bodo neto v minusu. Ampak jaz si čisto predstavljam, pa ne bom zdaj po imenih klical ljudi ali pa strank, igralce v slovenski politiki, ki so se po moje že odločili, da nas bodo ignorirali. No, to se pravim, ponavljam, toliko slabše za njih. Meni se zdi ta eksperiment super. Sonja, kaj pa ti misliš? Posebej zato, ker so to res konkretne zahteve. To ni neki moramo nove vrednote in zato, ne vem, uopšte in nasplošno, ampak hočemo, zahtevamo to, pa to, pa to, pa to, pa to. In to je super. Biti konkreten, tudi ljubezen, pravijo mistiki, ljubezen je vedno konkretna. A ne? Ni nekje v zraku. Ljubezen je konkretna. Ti nekaj konkretnega narediš. A ne? In me zanima, se pravim, tvoje mnenje o tem novem pristopu, pa tudi to, ko gledam in poslušam Filipa, se ti si že čisto nov primer človeka. Ti se sploh ne sprenevedaš, lepo govoriš po resnici, poveš, tole mogoče bo, mogoče ne bo, skozi tebe teče to, kar imaš ti napisan, resnica. In to je zelo nenavadno, veš. Hode vstan tahno. Sonja. To je tisto pravo in tle bi jaz sam še eno drugo luč nastavila. V bistvu zdaj še bolj spoznavamo, da sistem, ki smo ga skreirali, nam ne služi več. Nam je kdaj služil v preteklosti, ampak trenutno nam ne služi več in zato je treba ta sistem spreminjati. Ampak da bomo sistem lahko spreminjali, se moramo spremeniti tudi mi, ker če smo ga skreirali z enim nivojem zavesti, ga z istim nivojem zavesti ne moremo predrugačiti. To je na drugačen način povedal že Einstein. Ja, ne moreš Probleme, ja. ki smo jih skreirali z enim načinom razmišljanja, ne moremo rešiti z istim načinom razmišljanja. Pri sistemih pa točno to pomeni. Družbeni sistemi so živi sistemi in to, če jih želimo spreminjati, to pomeni najprej spreminjati zavest, dvigati zavest, ker sistem lahko spremeniš takrat, ko si sposoben ga videti in takrat se lahko začne spreminjati. In vsaka takšna iniciativa, ki na drugačen način pride v isti sistem, daje impulze za spremembe. Pa drugo energijo prinese. In drugo energijo absolutno. prinese. In seveda to vse vabi v spreminjanje. Jaz pravim vabi. Ja, koga bo to zelo bolelo, ne? Že veste, da bo koga zelo bolelo. Ampak kdo se bo pa čutil zelo nagovorjenega, ker bo rekel, ja, to so stvari, o katerih sanjam, za katere čutim, da so prave. In če hočemo spreminjati sisteme, ki nam ne služijo več, to zdaj vsi zelo močno čutimo, nam ne služijo več na različnih družbenih podsistemih, potem, jaz sem optimistka, ne, potem je prav, da začnemo spreminjati sami sebe. Ker sistemsko razmišljanje pomeni tudi to. Vsak od nas je delček sistema. Če se jaz spremenim, se cel sistem spremeni. In kako spreminjati sam sebe, ne, konkretno, to, da biti čim manjkrat v reakciji na nekaj. Ker reakcija na nekaj je odgovor na istem nivoju. Iti čim večkrat v kreacijo nečesa novega,
na drugem nivoju. In s tem lahko spreminjamo. Kaj misliš o tem, Filip? Lej, to je zelo dober nasvet, mogoče povabite Sonjo na eno predavanje, zato ker vi in Glas ljudstva in ta inštitut in vse, to so te novi impulzi in to je tudi nova igra. Ne? Pa ne vem, igra je še vedno stara, še vedno gremo na volitve, tako kot smo šli 5 let nazaj, ne? Ne vem. To že, okvir je že, ampak znotraj tega okvirja se pa marsikaj spreminja. Ja, jaz upam, no. Mislim, ne vem, jaz mislim, da je definitivno res, da ko pač spremeniš eno osebo, si spremenil cel sistem, ne? Ampak jaz se v takih situacijah vedno spomnim, pa ne znam zdaj citirati pravilno umetnika, ki je to pripravil, ampak obstaja ena pač dinamična skulptura, kjer se vrti zobnik, ne, pač z motorčkom in potem gre čez, ne vem, nekih 10 drugih zobnikov različnih velikosti in potem na koncu se pa vse konča v zobniku, ki je zabetoniran. In pač skozi razmerja premerov vseh teh zobnikov se lahko pač tisti najmanjši prvi zobnik vrti leta in leta, dokler je to delo razstavljeno, pa se tisti ta veliki zabetoniran zobnik ne bo rabil premakniti niti za milimeter. Ne? In se velikokrat pač spomnim na to, ja, pač lahko začneš nekatere stvari premikati, ampak če so zobniki narobe sestavljeni, se na drugem koncu nič ne bo obrnilo. Ne? Mislim, tega me je strah. Jaz mislim, da pač se o tem treba pogovarjati, da to pač ni razlog za pasivnost, da je pa pač nekaj, kar si je treba priznati. No? Mislim, pač ja, no, veliko ljudi umre brez da doseže karkoli, pa so se ful bolj potrudili kot jaz, recimo. Ne? No, temu se reče realizem, ne, recimo, ampak vse to, kar pa delate, pa pravim, delate pa z eno novo energijo in z nekim novim upanjem, da mogoče pa bo šlo. Zdaj, beton se seveda da s hinkotom razbijati, ne? Lahko se počaka na potres in bo ta beton šel narazen, lahko pa gremo kolesje začeti graditi nekam drugam neko novo in se s tistim kolesjem ne ukvarjamo več. To se mi zdi najboljša rešitev. To jaz delam običajno, Ja, no, ker pravim, zakaj bi energijo vlagala v nekaj, ker je prav, da počasi izgine, gremo začeti nekaj novega. In če bo tisto novo se izkazalo, da je v redu, se bojo ljudje priključili. Če ne bo v redu, bomo poskusili še nekaj novega zgraditi. Ampak Zelo pragmatično. ne več se starim ukvarjati, ker se to že itak se sipa samo vase. Ta stara paradigma, ki še miga, se mi zdi z repom, tako kot zmaj, ki ga po glavi udaraš, to se bo sesipalo, ker se sesipati mora. Pika. Filip? Mislim, ja, ampak a se bo dovolj hitro, a se bo dovolj kvalitetno, ne vemo, kaj je dovolj. Kdo vse bo obležal pod ruševinami, to so po moje še pomembna vprašanja. To pa ne vemo. Mislim, jaz sem drugače, pred epidemijo, pa mislim, da zdaj, ko smo epidemijo doživeli, se ta knjiga niti približno ne bere več tako dobro, kot se je brala, preden se je epidemija zgodila, ampak sem prebral Utopijo po dolgem času, dobil v roke knjigo, ki slika boljši svet. Naslov je Walk Away, kot ena beseda, ampak premisa tam je, svet je šel tako daleč v prihodnost, pač nekih 100 let recimo, in taka katastrofa je, da je neskončna količina ljudi beguncev zdaj. In stranska posledica tega in tehnološkega razvoja je to, da so šotori za begunce dovolj kvalitetno narejeni in dovolj digitalizirani, da lahko ljudje dobesedno odkorakajo iz družbe, grejo ven v okolje, ki je načeloma uničeno od globalnega segrevanja, ampak si zgradijo življenje v teh begunskih šotorih. In pač ta knjiga je utopična zaradi tega, ker ta moment, po moje, da lahko zares popolnoma odkorakaš, ne obstaja. Ne? Lahko odkorakaš od nekih manjših skupnosti, pa lahko se kam drugam preseliš, pa lahko prijatelje pošliš vrit pa to. Ampak na koncu ne, je še vedno pač, mislim, tudi tista knjiga se na koncu razvije v neko pač kar konkretno vojno, kjer padajo bombe in ljudje umirajo, ne glede na to, da so vsi oni odkorakali v begunske šotore, jih bomba še vedno najde. Ne? Sej pač knjiga je drugače res fajn. Ampak tako se mi zdi,
da ne vem, da je po moje res vprašljivo, če lahko odkorakamo. No. Dobro, pustimo to vprašanje odprto. Vidim, da imamo mi dve bolj starejši kader, pa imamo več zaupanja v to, kar je Gandhi rekel, ne. In smo tudi v Gibanju Trst, ki smo ga pred 10 leti ustanovili, zapisali kot svoj moto. Bodi sam sprememba, ki jo pričakuješ v svetu. To je prvi in najpomembnejši korak. In tle sedimo 3 spremembe, se mi zdi, pa še naša lepa harfistka. 4. Sonja, pejmo v tvoji knjigi konkretno. Ti nisi družboslovka, kar bi si kdo mislil, ampak je tvoja kolegica. Si končala elektrotehnično fakulteto, si pa na vodilnih položajih bila 20 leti in kar mene pri tebi tako fascinira vedno znova, je ta tvoja izjemna radovednost in potreba po učenju. Ne? Vedno nekaj novega. In to je knjiga, ki reprezentira eno pot učenja. In zdaj si začutila to, kar si že prej omenila, a ne, da se je treba učiti kreacije z drugačno zavestjo. Tako da, če se malo vrneš k tejle tvoji knjigi, ki ima naslov Potovanje, ne, v neko drugačno zavest. Ja, seveda, mene vodi želja po učenju, ampak ta želja po učenju ni samo zaradi novega znanja. Predvsem zato, kako bomo to znanje uporabili. Saj tudi mene skrbijo stvari. Saj tudi jaz vem, da Zal, ki se je rodil 3 dni nazaj, bo v svojem življenju doživel vsaj 3-krat več poplav, kot sem jih jaz. Pa sem že jaz nekaj 100-letnih poplav doživela, pa veste, da nisem več kot 100 let stara. Ne? In če ne bomo ukrepali, bojo naši otroci, naši vnuki res imeli težko življenje, ker bo še šotore odplavljalo, ne? Ali jih bo pa presušilo čisto. In seveda znanje gre v to smer, kako narediti odmik iz te poti, za katero zdaj že vsi vemo, kam vodi. V maloro. Ja, točno to. Ampak iz te poti treba narediti odmik in narediti odmik v neko neohojeno pot, v neko na začetku bolj naporno pot. Da bomo pa naredili ta odmik, je pa potrebno drugačno zavedanje, širše razumevanje odgovornosti. Ker če imam jaz odgovornost za 3-mesečni rezultat ali pa za 1-letni rezultat, mene ta odmik poti sem v bolj naporno pot ne bo čisto nič zanimal, ne? Ker kle na tej avtocesti se dosežejo rezultati in kle me bojo potrepljali po ramenih. Jaz bi pa s tem potovanjem, pa še s kakšno drugo knjigo, pa še z drugimi zadevami, ki jih delam, rada podprla ljudi, ki razumevajo svojo odgovornost malo širše. Da to ni odgovornost za 1-letni poslovni rezultat, za NP samo, ampak je to odgovornost za planet, za ljudi, za poslanstvo, za blaginjo vseh. In po eni strani ti ljudje potrebujejo spodbudo, podporo, vedenje, da niso edini, ki tako razmišljajo, vedenje, da je takšno razmišljanje pravilno in vedenje, da ta bolj strma, neohojena, bolj zahtevna pot obstaja in da se jim ne bo potrebno po njej podati čisto sami. Hkrati sem pa s to knjigo Potovanje z valovi zavesti hotela povedati še nekaj drugega. Tudi zavest se razvija. Takšen način razmišljanja, kot je mogoč danes, 20-30 let nazaj ni bil mogoč. In zdaj prihaja na plano to, da smo lahko ljudje bolj dovzetni
tudi za več sodelovanja, več soustvarjanja, da smo tudi bolj dovzetni za to, kako razumemo svojo odgovornost. Tudi to sem želela sporočiti s to knjigo. In knjiga vabi predvsem v to, da če hočemo voditi celostno, pa že vodimo sami sebe. Vsak je vodja vsaj samega sebe. Vodimo time, vodimo družine, vodimo podjetja, vodimo organizacije, vodimo države. In ko vodimo, je prav, da vodimo celostno. Ne samo z enim delčkom nas, ne samo razumsko. Je potrebno voditi tudi s čustvi, tudi emocionalno in je potrebno voditi tudi z duhovnom dimenzijo. Red, je Tatjana Fink ponavadi rada rekla. Red, razumska, emocionalna in duhovna inteligentnost. In ta knjiga Potovanje z valovi zavesti vabi v to duhovno dimenzijo. Že prej sem rekla, vabi, ne? Za nekatere je to kot s hinkotom v beton, ne? Za nekatere je pa to vabilo. Nismo vsi enaki, ne potujemo vsi z enako hitrostjo. Ampak moja želja je, da tiste, ki so na tem potovanju pripravljeni stopiti malo hitreje, podpremo in jih povežemo med seboj. Ker če so to ljudje, ki vodijo podjetja, ki vodijo organizacije, potem je njihov vpliv zelo širok. Ne samo na zaposlene, na družine njihovih zaposlenih, na poslovne partnerje, na družine vseh, ki so povezani z zaposlenimi pri poslovnih partnerjih. Ta vpliv je zelo širok. In prav memorandum ste podpisali, ne, o tem novem vodenju in koliko je že podpisanih voditeljev, ki se s tem podpisom zavezujejo, da bodo vodili na nov način? Ja, pripravili smo prav manifest AIJU voditeljstva, ki je pravzaprav osebna zaveza, da vodiš skladno s temi načeli. Osebna zaveza, ker to gre za zrele ljudi in če se osebno zavežejo, ni potrebno nič preverjati na kakšen drugačen način. In trenutno je v skupnosti AIJU voditeljev 140 podpisnikov, ki prihajajo že z 15 držav. Ta skupnost je skupnost, ki se bo širila in to je skupnost, ki pomaga drug drugem tudi s praktičnimi primeri. Kaj deluje na področju Arohe, kaj deluje na področju EBA, s kakšnimi novimi prejemi smo lahko naredili spremembo. Hkrati pa moram povedati, da ta skupnost, to je pa slovenski del skupnosti, pripravlja prav dokument, v angleščini sicer, z naslovom Darilo Slovenije svetu. In v tem dokumentu predstavljamo, kaj je model AIJU voditeljstva, predstavljamo tudi ambasadorje Aroha, Oikos in Ubuntu in predstavljamo 74 voditeljev slovenskih in voditeljic, ki svojimi izjavami povejo, zakaj se jim zdi to pomembno. In to je en tak svetovzgled, za katerega želimo, da potegne še več ljudi in da začnemo voditi celostno. Jaz si ne delam utvar, da bo zaradi tega že jutri vse drugače. Ampak če ne bomo šli na to drugo pot, potem vprašanje, če bomo še lahko govorili jutri. Hvala lepa, Sonja. Sonja je večkrat uporabila besedo povezovanje, a ne, ali pa mreženje. Ampak saj Glas ljudstva je tudi ena mreža, ki temelji na povezovanju. In sploh zdaj, ko gledam, kako se tudi politične stranke zadnje časa nekaj groznem povezujejo, vidim, da so celo oni pogruntali, da je v povezovanju neka moč lahko, ki prinaša dodano vrednost. Ja, jaz mislim, da je edini učinkovit način, da
da se ne spomnim slovenske besede. Ko imaš računalnik, pa ti pride ful ljudi obiskati tvoj spletni server, imaš dva načina tega, kako lahko pohendlaš več prometa. Ne? Eno je, da daš močnejše čipe not, drugo je pa, da vklopiš več računalnikov in razdeliš promet čez njih. Ljudem ne moreš dati boljšega čipa v glavo in pač edini način, da pač pohendlaš večjo potrebo po človeški inteligenci, če tako rečemo, je, da sešteješ več ljudi skupaj. Tako da to se mi zdi itak pomembno. Mislim, kar bi jaz tukaj rekel, kar je mogoče meni osebno bolj pomembno od nekega povezovanja, ne, je ne vem, zaupanje, pa ja, po moje je to še najboljša beseda, no? Zaradi tega, ker tudi recimo Glas ljudstva ima zdaj nominalno podpisanih 100 organizacij. Vseh teh 100 organizacij ne pride vsako sredo na skupni sestanek. Na sestanku je realno 25 ljudi. Zaradi tega, ker nimajo vsi časa, ker pač imajo druge stvari, ki so pomembnejše za delati. Potem so delovne skupine za različna področja. Teh delovnih skupin je 10. Jaz ne hodim na njihove sestanke, ne? Ampak ta scena lahko funkcionira samo takrat, če jaz njim dejansko zaupam, da ne bodo neumnosti počeli. Ne? Ker pač, če jim ne bom, pa bom se čutil primoranega, da grem na čisto vsak sestanek kot Glas ljudstva, zato da pač poskrbim, da ne bodo česa neumnega naredili, oziroma kar se meni zdi neumno, pač bom crknil. In to se mi zdi pomembno. No? In to me pač tudi skrbi pri tem, ko se politiki povezujejo. Recimo. Se mi zdi, da velikokrat so te povezave samo zaradi tega, da so se oni povezali, ne? Hkrati pa niso sposobni tega zaupanja, da pa zdaj 3/4 ljudi dvigne roke pa reče, se boste pohendlali, bomo mi nekaj drugega. Ne? No, to se mi zdi ključ pravzaprav zaupanje, a ne, Sonja? In ta svet, posebno slovenski svet, je tak ravno zato, ker tega zaupanja ni. In to si zdaj narisal drugo cesto, ki se imenuje zaupanje, in v slovenščini je to čudovita beseda, ki se sestoji iz dveh. Za upanje, a ne? In zato smo nocoj tudi skupaj, ker si zaupamo in ker upamo, da je možnost, da se da drugače, da je vredno in dajmo. Ja, zaupanje, jaz običajno napišem s formulo, da je to zmnožek dobronamernosti, sposobnosti in zanesljivosti. Vse troje mora biti, da zaupanje je. Včasih ga pa napišem kot ulomek in dam v imenovalec spodaj še ego. Večji kot je ego, manjše je zaupanje, manjši kot je ego, večje je zaupanje. In zaupanje je res ta nevidna vez, ki podpira stvari, da rastejo. Po različnih raziskavah se je izkazalo, da organizacije, ki so uspele narediti prehod iz dobrih v odlične, v izjemne, so temeljile na zaupanju. In zaupanje je zanimivo tudi zato, ker nam gre na roko kle tudi kemija. Mi, ko se odločimo, da zaupamo, se sproža oksitocin. In gre v takšno zanimivo zanko. Oksitocin povzroči, da ljudje tudi čutijo, da smo se odločili, da zaupamo, in to zaupanje vzajemno se potem dviga. Zakaj je pa zaupanje? Več veselja. Ja. Zakaj je pa zaupanje pomembno? Tudi zato, ker je dobro, da razvijamo to sposobnost zaupanja v samo organizacijo. Dostikrat sem slišala danes že kontrola, ne vem, če bo tako, kot sem si zamislil in podobno. Mislim, da nova kvaliteta bo ravno to zaupati tudi v samo organizacijo. Gozda, na primer, nihče ne kontrolira, pa se znajo v gozdu živali in rastline kar dobro zmeniti med sabo, pa dobro funkcionirati. Pod zemljo, na zemlji, pa še na nebu se lepo povežejo in pomenijo. In pomenijo in dogovorijo in znajo sobivati. In to sposobnost imamo tudi ljudje. Imamo Slovenci znanstvenika, ki piše o tem. Andrej Detela govori o sintropiji. Sintropija je naravna sposobnost narave,
da se sam organizira. In to sposobnost imamo tudi ljudje. Jaz to zelo z veseljem dostikrat potestiram v manjših timih, ne? In ko manjšim timom daš na voljo proste roke, daš na voljo jasno usmeritev, kam želimo priti, se ti timi znajo organizirati. In jaz si zelo želim tudi te širitve samoorganizacije iz manjših timov tudi na večje time. Ampak nekje je treba začeti, ne? Nekje začenjamo se učiti, vidimo, kako zadeve funkcionirajo in jih potem lahko prenašamo na širši obseg. Zaupam. Dragi Filip, bi ti za konec imel še kakšno sporočilo, misel, poziv, apel? Ne vem, mislim, jaz sem drugače relativen cinik, ampak to ne pomeni, da pač me morate poslušati, no? Pač dobro si je lagati, če boste potem naredili nekaj dobrega. Jaz mislim, da pač ni nič narobe s tem. To je bilo pa zdaj zelo zanimiv sklep, ne? Ampak jaz mislim, da si ne lažemo, da samo zaupamo, da je možno stopati drugače in po drugih poteh, ki jih moramo sami narisati. Ker te, ki so že narisane, očitno ne delujejo več. Tako da Filip, hura za glas ljudstva, za danes je nov dan, za veselje do življenja. Draga Sonja, hvala lepa. Naj povem, da so knjige Potovanje z valovi zavesti tukaj na voljo po posebej ugodni ceni, to rečemo, ne? Ker lahko potujemo Sonjo v te svetove, ki so slabo prebujeni še na Slovenskem, ampak se že zelo prebujajo. In hvala lepa obema. Zdaj pa za našo čarobno deklico, prosim, Sofija, za konec in za veselje do življenja in igranja eno skladbo na tem čarobnem inštrumentu harfi.
Hvala lepa, Sofija Kali, kako lepo ime. Ja, tle si ti Sofija, ti pa Kali, tako da smo tole povezali. Zdaj pa še obvestilo. V januarju našega srečanja ne bo, ker so počitnice, pač pa se dobimo februarja, drugo nedeljo in z nami bo izredna ženska, pesnica, velikokrat nagrajena, Nina Dragičevič, ki je tudi glasbenica, sociologinja, ni da ni, tako da bo to en poseben večer, ob njej bo seveda moški, ker nam ženskam, ne, brez moških ni lepo biti, tako da se vedno potrudimo, da imamo kakšnega fanta tle gor. In vas lepo vabim tudi na ta pesniški večer, se vam zahvaljujem za nocoj in za upajmo v prihodnost lepe Slovenije in super, da imamo trojne volitve. Vse dobre reči so 3. Hvala lepa.